Tako, spoštovane dame in gospodje, ljubitelji jasne misli in močne besede, dragi prijatelji, dobrodošli že na 4. pogovornem večeru v okviru Goriških večerov. Tukaj v Dornberku, v amfiteatru Osnovne šole Dornberk, ki ga organizirata Društvo Zapisi in Društvo Tabor nad Dornberkom v sodelovanju z Združenjem za vrednote slovenske osamosvojitve Severna Primorska. Nocojšnji večer ima naslov Gasilska resnica ni veselica. Ali je naslov dvoumen ali provokativen, ne vem. Postavite se v kožo gasilcev, ki imajo največkrat odpraviti za vodo. Enkrat je treba vodo črpati iz objektov, ko so poplave, drugič je treba objekte dobesedno zaliti z vodo, ko gre za obsežne požare. To res ni veselica, ampak je resnica. In kot je dajal eden izmed naših nocojšnjih sogovornikov, so trenutki žalosti, ampak tudi trenutki, ko je vse poplačano, ko pomagaš in rešiš življenje drugemu. Takrat govorijo samo oči. Da pa ne bodo govorile samo oči in da bo tistih lepih, pravih trenutkov čim več, bo moški pevski zbor Dornberk zapel 2 pesmi. Fantje, izvolite. Vrste gasilcev naj stopi vsak, da čuvamo ljudsko imetje. Požar nam sovražnik edini je vsak, ko čuvamo naše imetje. Fantje, dekleta, žene, možje, pridružijo vsi naj se četi, da bomo sposobni in močni dovolj pomagati vsakmu nesreči. Zbrani smo vrste tovariši vsi, po noči, po dnevi na straži. Vsi smo za enega, eden za vse, sklicani v forsi tovariši. Zbrani smo vrste tovariši vsi, po noči, po dnevi na straži. Vsi smo za enega, eden za vse, sklicani v zborsi tovariši. Na pomoč, na pomoč, na pomoč. Nisem telefoniral, jo ni doma, ma kam je šla ta baba? Duzna, duzna, duzna. Jaz sem nazaj pa klical, me ne vargovali, cel dan zmeljam okole. Jo ni, jo ni, jo ni. Še enkrat sem preveril, jo nima kilipu. Še zlodej je bil ziv, še nju, še nju, še nju. Ta zadnji kot pa kličem, en mož odgovori, vam kliša je zgorela, ma vaše žene ni, sam Bog. Hvala lepa moškemu pevskemu zboru Dornberk. Sedaj pa prosim, da se mi na odru pridružijo Simon Vendramin, Božo Plahuta, Damjan Načini in Marko Lazar. Prosim. Simon Vendramin je postal prostovoljni gasilec z 8 leti. Kot zavzet mlad in sposoben gasilec je počasi prevzemal vedno bolj zahtevne naloge v prostovoljnem gasilskem društvu Nova Gorica, kjer je leta 2004 postal poveljnik. Leta 2006 pa je postal poveljnik javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost Gasilska enota Nova Gorica. V gasilstvu je dejaven še kot inštruktor in predavatelj,
Prejel je številna gasilska odlikovanja. Božo Plahuta je rojen Dornberčan, ki je večino dosedanjega življenja preživel v Tabru nad Dornberkom. V prostovoljno gasilsko društvo Dornberk se je vpisal v letu 2003 kot 23-letni mladenič. V letu 2008 je postal član upravnega odbora društva. V letu 2013 je postal pomočnik poveljnika društva in v letu 2018 pa je bil izvoljen za namestnika poveljnika društva. Svoje gasilsko znanje z veseljem predaja tudi mlajšim članom. Damjan Načini je doma iz Dola pri Doberdobu. Leta 2002 je začel obiskovati šolo za poklicne gasilce v Rimu. Najprej je deloval kot operativni gasilec v Padovi, leta 2006 se je vrnil v Gorico in kasneje nadaljeval svoje gasilsko delo v Vidmu. Leta 2017 je bil izvoljen na deželnem kongresu sindikata Konapo, se pravi avtonomnega sindikata poklicnih gasilcev, je bil izvoljen za deželnega tajnika Furlanije Julijske krajine. Pogovor z njimi bo vodil Marko Lazar, magister gospodarskega inženiringa, ki prihaja iz Solkana, pravi, da je srečno poročen, oče 4 že odraslih otrok, samostojni podjetnik na področju marketinga, izobraževanja, novinarstva ter športa. Je tudi športni komentator in moderator. Predno pa vam predam besedo in tudi mikrofon, pa naslednja zelo pomembna informacija. Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes na Brdu pri Kranju v znak hvaležnosti izročil jabolko navdiha gasilcem, predstavnikom vodstva intervencij, predstavnikom ostalih služb in številnim prostovoljcem, ki so letos sodelovali pri gašenju največjih požarov v zgodovini Slovenije. Mislim, da si gasilci zaslužijo en velik aplavz. No, tako zdaj je mikrofon pa res vaš. Izvolite. Najlepša hvala, Blaž, lep pozdrav vsem skupaj. Upam, da bo delalo, ja, mislim, da ja. Seveda pa z velikim veseljem še enkrat pozdrav našim današnjim gostom, pa se bomo zaustavili kar pri tej zadnji novici, ki jo je obelodanil Blaž, namreč danes izjemno lep trenutek na Brdu pri Kranju, kjer vas je sprejel predsednik Republike Borut Pahor in vam podelil jabolko. Skratka, gre za izjemno nagrado, zasluženo nagrado. Kakšni so bili občutki, najprej mogoče Simon, pa prosim, če lahko vzamete še mikrofon. Ja, en lep pozdrav tudi v mojem imenu vsem skupaj. Ja, seveda danes smo prejeli se strani predsednika države, gospoda Boruta Pahorja, jabolko navdiha. To jaz sem, bili smo presenečeni, kajti nismo vedeli, en dan prej nas je o tem obvestil, da se bo nekaj dogodilo. Poklical me je in mi pač naročil, da ne pripravim eno zahvalno govor, to sem tudi pripravil. Seveda, zahvalil sem mu za to, da je videl naš trud, naše delo, naše poslanstvo, ki ga opravljamo za dobrobit naše družbe konec koncev, ker skrbimo za varnost, kajti varnost je tisti osnovni element vsake družbe in tako mora tudi biti. Seveda to je tudi neka vzpodbuda, seveda zahvala za dosedanje delo in pa vsekakor tudi sem prepričan vzpodbuda za naše nadaljnje delo. Lep govor ste imeli, zelo lep, velja nekako poudariti, zelo pomembno je bilo, da ste izpostavili težave, ki se porajajo. To je bil prav gotovo pravi čas za to, morda še nekaj besed o tem, kaj bi bilo potrebno storiti, kaj bi morala država storiti, da bi recimo lahko gasilci delali bolje oziroma uspešneje. Seveda, jaz sem tudi v bistvu izkoristil to priložnost, kajti sem domneval, da je tudi prav, ker so bili v bistvu vsi pristojni, ki o tem tudi odločajo, da bi bilo potrebno, glede na to, da smo predvsem udarna sila sistema zaščite in reševanje prav prostovoljstvo, predvsem prostovoljno gasilstvo, in da tukaj se srečujemo z enim problemom in to je ta, da prostovoljci, ko odhajajo na intervencije, se srečujejo s težavami, ko ne morejo zapustiti teh delovnih mest.
Mi imamo v zakonodaji to jasno opredeljeno, da to je tako. Jaz po drugi strani razumem tudi delodajalce, da je težko nekomu, ki dela za nekim tekočim trakom, da zapusti to delovno mesto, kajti potem se celotna linija naprimer zaustavi, dela se v gospodarstvu, bom rekel, tako neka težava. Zato v bistvu smo tudi pri gasilcih se o tem večkrat tudi že pogovarjali, tudi na najvišji ravni, da bi bilo mogoče, kot je to v tujini, da bi mogoče delodajalcem priznali bom rekel, neke bonitete, če ima zaposlenega gasilca, da vsaj tam, bom rekel, kompenzira to raven, ko spusti gasilca na samo intervencijo, da pa po drugi strani dobi nekje neke bonitete, neke olajšave zaradi tega, in tako v bistvu bi mi lahko tudi dvignili to raven nivo operativne pripravljenosti opravljanja javne gasilske službe na celotnem delu Slovenije, kajti vemo, da celotno, bom rekel, v celotni Sloveniji je izključno 14 poklicnih gasilskih enot, vse ostalo upravljajo prostovoljna gasilska društva. Bomo nadaljevali kar z Božom, ki prihaja iz prostovoljnega gasilskega društva Dornberk domačin, tukaj iz Tabora, oziroma prihajate iz Tabora, ne? Zdaj mislim, da živite v Prvačini, torej tukaj blizu. Kot je že Simon izpostavil, prostovoljni gasilci ste nepogrešljivi, še posebej, ko gre za tako velike požare, kot je bil letošnji na Krasu, s katerim ste se borili kar 17 dni. Kako se spominjate tistih trenutkov? Skratka, bilo je zelo težko. Ja, pozdravljeni. Jaz kot predstavnik PGD Dornberk, Božo Plahuta, govorim v imenu celega društva, ne kot sam. Ne. Kar se tiče, začelo se tisto nedeljo na Renškem vrhu, tisti požar, velik, tiste 2 strba dima, ki smo zagledali. Smo videli, da, ko smo že prišli na kraj, smo videli, da to ne bo v 2-3 dneh končano, da bo šlo za velik požar. In tudi tega požara, vse smo veliko, mi živimo na takem območju, kraškem območju, tudi naš PGD Dornberk deluje na tem območju, samo imamo izkušnje samo s tako velikim požarom in tako presvetljivo, kar je bil veter in te preskoki, in to pa nismo pričakovali, tudi mi smo bili presenečeni, ne? Tudi če imamo zelo veliko izkušenj s tem. Kot smo slišali, okrog 15.000 gasilcev je bilo pri tem požaru sodelovalo iz celotne Slovenije, mislim, da celo 1000 društev iz cele države. Tukaj domačini pa ste imeli nekako posebno vlogo, kajti poznate teren in ste bili po tej plati še toliko bolj nepogrešljivi. Ja, sigurno, ne, se veste, domači gasilci, tudi zaradi poznanja terena blizu, tudi dosti je bilo z drugih društev, iz cele Slovenije so prihajali, samo ne poznajo terena, ne poznajo zahtevnost, ne si bo teren, ne si bo veter se obrnil, mi smo bili tudi, ne poznamo še v Severni Makedoniji, tu gasili tak velik požar in smo bili malo že pripravljeni na to, tudi za umik in tudi ne si bo oni pole še malo po medijih, so te neubojna sredstva, ki so se kar umikali in malo bali, no. O tem morda še nekoliko pozneje, ja, res je bilo zelo, zelo težko, pa bomo nekako šli zdaj v zamejstvo. Z nami, kot že rečeno, tudi Damjan, trenutno živi v Gorici, prihaja iz Dola pri Doberdobu, če sem si prav zapomnil, ne. Vi ste začeli z gasilstvom v vojski, ko ste služili vojaški rok v Rimu in takrat ste se nekako potem tudi navdušili za ta poklic. Ja, najprej dobro večer vsem, hvala za povabilo. Ja, že iz majhnih let sem začel misliti na gasilca, ko sem gledal tako malo po televiziji. In potem ja, sem bil v vojski, sem bil kot gasilec, končal vojsko, sem hotel priti noter gasilcem, ker me je zmeraj ugajalo to delo, ker pomagaš drugemu, to mi je bilo zmeraj pri srcu in po par poizkusih, kakor sem ti rekel prej, tretjič je šlo dobro in tako da sem prišel noter leta 2002 v veliko družino gasilcev. Bilo je tudi potrebno šolanje, pol leta je bilo takrat, zdaj mislim, da traja 9 mesecev v Rimu. In potem nekako ni bilo takoj zaposlitve tukaj v Gorici, je bilo potrebno iti v Padovo na začetku. Ja, tista leta,
ko sem jaz prišel noter, šola je bila najbolj velika šola in je v Rimu za gasilce, cele Italije, ker tukaj, ko govorimo o gasilcih v Italiji, govorimo na državni ravni. In se spomnim, 2002, ko sem prišel noter, sem bil 6 mesecev v Rimu. Večkrat mi je bilo težko, ker sem mogel iti iz doma konec tedna in to je bilo zmeraj ena zavleka, preko sem šel iz hiše. In potem, ko sem končal to šoljenje, 6 mesecev, zdaj traja 9 mesecev, malo več, so me poslali, ker tukaj v Gorici ni bilo možnosti, ni bilo prostora, sem se odločil, da bom šel v službo v Padovo in tam sem bil 5 let, ampak mislim, da tam tistih 5 let, mislim, da je bila še ena druga šola zame, ki ko sem se vračal v Gorico, ko sem se vrnil v Gorico, sem bil že tako pripravljen na vsako intervencijo, ker pomislite, da v Padovi letno se dela 10 000, 11 000 intervencij, to je zelo veliko in je ena dobra šola, kako rečemo mi. Če se še nekoliko seveda zaustavimo pri tem velikem, največjem požaru v Sloveniji nasploh, 17 dni ste se borili z ognjenimi zublji, bilo je zelo težko. Simon, vi ste bili vodja intervencije, na vas je bilo veliko breme. Začelo je se, če se ne motim, celo v petek 13. julija z nekim manjšim požarom med Mirnom in Kostanjevico, potem pa, kot že rečeno, kot je mislim, da Damjan povedal, oziroma Božo, se je razplamtelo v nedeljo na Renškem vrhu. No, prvi požar je bil v petek 15.7., to je bilo nekaj po 4 uri, zagorelo je med Mirnom in pa Lokvico oziroma RTC-jem ob cesti, tako da mi smo v bistvu nemudoma takrat aktivirali v začetni fazi večje število gasilskih enot in pa seveda tudi helikopterje, se pravi zračne sile, tako naše slovenske vojske, kajti sprva niso bili na razpolago, tako da smo takoj nemudoma skočili tudi preko čezmejnega sporazuma, ki ga imamo s kolegi Italijani, se pravi s Forlanijo Julijsko krajino, tako da so nam oni najprej ponudili helikopter in potem je prišel tudi slovenski, tako da tisti požar je bil v večernih urah tudi zaustavljen, postala je pač preko noči požarna straža, naslednji dan je bilo stanje normalno, potem je pa sledila nedelja in zjutraj ob 9. uri je prišla dojava, da se na tem starem požaru pojavil ponovno zjutraj ob 9. uri nek manjši ogenj, tako da so fantje izvozili gor, šlo ni za nič drugega kot na samem notranjosti požarišča se je nekaj malega kadilo. Takoj uro zatem, tam okrog, mislim, da 11. ure, je prišla pa že druga dojava, da gori med Renškim vrhom in Temnico. Že po samem dimu, ko smo izvozili samo iz gasilskega doma, je bilo videti, da požara ne bo moč zaustaviti že v tistem dnevu, tako že preko poti, ko smo se vozili na kraj, smo aktivirali v prvi vrsti ogromno število gasilskih enot iz bližnje okolice in pa šli kar že na višjo stopnjo aktivacije, se pravi tudi aktivacije cele severno-primorske regije. Tukaj je bila v bistvu tisti dan tudi burja, ki je požar, bom rekel, pihala je v smeri proti jugo-zahodu in ta hitrost širjenja, kot smo potem opazovali, vam lahko samo povem, da je šlo v približno 500 metrov v eni uri. Tako hitrost je v bistvu imelo. Ko je požar prišel v vršni požar, se pravi, ko je prišel v krošnje, je ta hitrost še toliko hitrejša in je bilo zelo intenzivno. Se pravi, tisti dan smo tudi mi aktivirali tudi helikopterje in požar v večernih urah je bil tudi nekako že omejen na posameznih delih, seveda so se pojavljala še posamezna žarišča. Tako da naslednji dan, če pogledamo potem spet ponedeljek, je bil požar popolnoma pod nadzorom. Tisti dan se je prišel obiskati tudi predsednik države. Ravno ko smo si mi ogledovali samo požarišče, bili smo na Ciri okrog 11. ure, smo južno od vasi Sela na Krasu, v daljavi je bilo videti 5 stebrov dima.
Kaj se je zgodilo? Prišlo je do požara na italijanski strani ob železnici Trst-Tržič. Na 5 koncih mislim, da je zagorelo. Kolegi, mi smo nemudoma stopili v kontakt z njimi in videli, da kaj se dogaja. In ugotovili, da pač oni to že gasijo, ta požar, ampak žal eden izmed teh jim ni uspelo pogasiti. Tako da ta požar je potem v naslednjih dneh, 2 dneh, prišel ta hrib Grižnik in prišel na naše pobočje in se po pobočju v teh parih dneh potem razširil po sami planoti, se združil z tema 2 požaroma in nadaljeval svojo pot do zaključka. Potem preskočil cesto, v nadaljevanju v parih dneh preskočil cesto Renški vrh Temnica, šel v smeri proti Trstelja. Med tem časom smo pa potem imeli še dodaten požar, ki ga je pač povzročila neurje. Je bilo pa na Velikem Ovčjaku, to je približno kilometer vzhodneje. Dodatno je prišlo pa še na italijanski strani in pri Brestovcu še do požara na italijanski strani, kjer smo pač tudi glede na pomoč strani kolegov Italijanov prišli in šli pomagati tudi tja pogasiti tudi ta požar. Tako da dejansko smo, če pogledamo tako, imeli 4 požare, s katerimi smo operirali v zelo kratkem tem časovnem obdobju. In to je bil tudi za nas en velik izziv, kajti do sedaj smo imeli en požar in so to razlike v vodenju, razlike v organizaciji, v aktiviranju sil, v razmerah, ki so se odvijale drastične stvari. Ni bilo še take situacije, da smo se morali malo prilagajati, veliko smo se naučili in jaz upam, da bo tudi neka izkušnja za naprej, kako bomo reči, določene stvari izboljšali, popravili in seveda, da bomo v bodoče bili pripravljeni tudi na take večje dogodke. Damjan, pri vas je bilo tudi kar hudo, nekako spomnim se, ko smo brali, da so ognjeni zublji prišli celo do hiš v Jamljah, če se ne motim, ste vi celo obiskovali šolo, ne, tam v Jamljah, ja, tako da dobro poznate zadeve, kaj se je v bistvu dogajalo, tudi pri vas je bilo, kot že rečeno, zelo hudo. Bi rekel, da je bilo zelo pestro, kakor se reče, zelo pestro, ker take situacije, jaz se spomnim, v 50 letih na Krasu se ni zgodilo, kar se spomnim jaz. Dobro, požari so bili, ampak so trajali 2-3 dni, tako da vse po sreči se je rešilo. Mislim, da ta požar tukaj, jaz sem bil prav tisti dan, 20. julija v Jamljah, ko je bila prav kritična situacija. Med 11:30 in poldne je bila najbolj kritična situacija, kakor je povedal prej tudi Simon, ko je rekel, da ta veter obrne v jugo in da pride proti hišam. Tam smo imeli 1,5 uro, bilo zelo huda ura, tako ker ogenj blizu hiš, ljudje blizu, tam hitro evakuacije in tam so dobiš ene situaciji, da že je toplota, vroče, ker gori in dosti dima in tudi tam začneš tudi imeti velike probleme. V tistih momentih mislim, da moraš biti zelo koncentriran, kaj delaš, ker potem sigurno tudi stanovanja imajo pline in to moraš se paziti, da gre vse dobro in da nekaj zakuri. Mislim, da, kako je rekel tudi Simon, ja, v Sloveniji so bili 4 požari, v Italiji pa to blizu na Goriškem smo imeli, Goriškem in Tržaškem so vse skupaj so 3 požari, ker en požar velik je bil tudi v dolini pri Trstu in tudi tisti je bil zelo nevaren, ker tudi vemo, da imamo velike cisterne benzina, nafte in vsega skupaj in to je bilo zelo nevarno. V glavnem tudi v Jamljah vemo, da posa za celo Evropo plinovod in naftovod, to so bili zelo težki dnevi. Mislim, da sedaj, ko vse to je postalo, ker jaz sem bil kot gasilec in sem Vidmu in tudi z Vidma smo prišli pomagati na Goriški Kras. Vse to je bila cela dežela, ki je prišla pomagati gasilci iz cele dežele. Tam nas je bilo v vsaki zmeni
med dnevom in nočjo okoli 100 gasilcev. Mislim, da, tako ko pomislim zdaj nazaj, jaz sem bil na dve stvari, delal gasilca po dnevi in zvečer, ko sem končal, sem delal sindikat. Tako da je bilo malo ur spanja, se vsako toliko žena mi je rekla, misliš, da boš prišel kaj počivati, ker drugi dan sem bil že v izmeni. Ker sigurno, ker se take stvari, tudi sindikat mora biti blizu gasilca in videti vse ti problemi, ki so, kaj manjka, kaj ne manjka in se moraš še zjutraj potem kakšenkrat razjeziti, kakor se je zgodilo v dobrem smislu, se moraš malo razjeziti s tvojimi načelniki in ja, da vse gre dobro. Ne. V glavnem mislim in zaključujem, da tisti dnevi so bili najhujši. Mislim, jaz sem, kakor sem ti povedal že in tudi napisal, sem bil na potresu v L'Aquili, sem bil na potresu v Amatrice, sem bil skoraj, zadnji potres, ki je bil v Amatrice, sem bil skoraj 6 mesecev, en teden doma in en teden tam v deželi Marke. In tudi tam smo jih videli, ker tam so momenti zelo tragični in tam moraš tudi vse v sebe, evakuacija, držati gor ljudi, da tam so zgubili vse hišo, premoženje so zgubili vse in moraš biti tudi ti močen, da jim daš moč. Mislim, da ta požar na Krasu, tistega 20. julija ob 11:30, rečemo, da je 11:30, mislim, da je bil eden, ki mi bo zelo zastal v spominu, ker je bil zelo pester in sem videl, da tudi ko sem bil blizu mojih kolegov in kolegov iz Slovenije, ki so nam pomagali, sem videl, da je bilo zelo težki moment in si mogel zelo paziti, da se ne pripeti kakšnemu gasilcu ali pa je občanu kaj. To je zelo važno je bilo, da dobro, ogenj je šel v gozd, je zagorel gozd, ampak važno, da nobeden se ni storil slabo med gasilci in posebno med ljudmi, med vaščani. Božo, sodelovanje smo slišali med našimi in italijanskimi gasilci je bilo zares vzorno, pomagali ste si, to je vsekakor nekaj zelo pomembnega, kako je vse to izgledalo, ste morda tudi vi pomagali gasiti na drugi strani meje? Dobar, jaz neposredno, mi, naše društvo ni gasilo na oni strani meje, nismo sodelovali, pač kar sem šel, Koman je dosti sodeloval in pač je dobro sodelovanje, itak, da si pomahaš med sabo z izkušnjami, pač tudi smo imeli vajo Sabotin pred časom in ki je veliko pomenilo, kako oni delajo, kako mi delamo, smo se pogovorili in kar v redu sodelovanje, to se mi zdi nekaj v redu, ne? Super. Tukaj na našem koncu pa je bilo veliko teh neeksplodiranih ubojnih sredstev, ki so povzročale velike težave, o tem morda nekaj več. Simon, potrebovali ste v tem primeru pomoč zraka, ki je bila neobhodna, veliko je bilo teh eksplozij, skratka, to je bila še ena velika preizkušnja. Vsekakor celotno območje, vemo, da tukaj je potekala Soška fronta in da je to območje stališča nekaterih ubojnih sredstev ocenjeno kot zelo nevarno, predvsem tudi sam Kras, kajti vemo, da v bistvu tukaj je, če pogledamo teh 12 soških ofenziv, je bilo od 7. naprej pa tja do 11. tukaj največ po tem kraškem delu terena. In če nekako po neki primerjavi, ki so jo podali, ne bi padlo na 1 kvadratni meter približno 60 do 70 kg eksploziva. Tu pa vemo, koliko je v bistvu, kaj to predstavlja. Če samo povzamem, naši pirotehniki, naša državna enota za neaktivirana ubojna sredstva, jaz imam podatek do 17.8. je, se pravi od 15.7. do 17.8. samo na robu požarišča, se pravi na tistem nepogorelem delu požarišča pobrala 979 kosov neeksplodiranih ubojnih sredstev v skupni višini tam 2740 kg teh neaktivirnih ubojnih sredstev. Se pravi, po tem datumu je to še toliko bolj. Tukaj moram povedati, da so tukaj neaktivirana ubojna sredstva iz Prve svetovne vojne, iz Druge svetovne vojne. Našlo se je pa tudi še nekaj
teh, bom rekel, nevarnih sredstev tudi še iz samosvojitvene vojne oziroma od bivše JLA, ker vemo, da tudi pri Kostanjevci smo imeli tam skladišča oziroma vojaške objekte, ko so bili neki poligoni, strelišča in so to neke manevrske zadeve. Mi ocenjujemo, da je prišlo med samim požarom je bilo preko 500 teh detonacij, eksplozij. Na srečo, glede na to, na kakšnem območju smo, površini območja smo delovali, koliko številčnost posredovalcev je bilo, moram nekako res potrkati, da smo imeli res to srečo, da se ni nikomur nič zgodilo. Prišlo je do eksplozij, nekateri so tudi rekli, da so dobili neke delce po avtomobilu, po čeladah, zato je bilo pa tudi sam sistem gašenja zastavljen tako, da v bistvu, še tu moram poudariti, da kadar se aktivira, se pravi tak državni načrt oziroma kadar posredujemo na takem območju, ki je posejano z nekaterimi bojnimi sredstvi, imamo vedno s seboj tudi pripadnike državne enote za nekatere bojne sredstva, ki v sklopu z vodjo intervencije pripravljamo, bom rekel, taktiko oziroma zastavljamo stvari, ki je nevarnost gašenja, ki je manjša in tako dalje. Tako da so tudi fantje bili prisotni vedno na terenu, da so že tam, kjer je požar, v tisti smeri, kjer se je požar širil, poskušali že fantje prej prehoditi to zadevo, videti, pobrati in tudi tisto prej podatek, ki sem ga prej omenil, je bil pobran na tej zeleni površini, se pravi na nepogorelem delu. Druga stvar je bila pa tudi ta, da imamo mi neke usmeritve pri gašenju požarov v tem območju, da se v samo področje, samo žarišče oziroma samo notranjost požarišča ne gre gasiti prav stališča te varnosti, kajti izvedeti se moramo, da samo požarišče je tam lahko še tli v notranjosti, v globini, kjer so ta neaktivirana bojna sredstva in lahko pride do samega detonacije oziroma deflagracij. Tako da v bistvu so fantje gasili predvsem samo iz zelene površine in pa seveda tudi tam, kjer je bila ta intenzivnost zelo velika, smo raje počakali, da pride na neko ravnino, kjer je ta manjša in s tem zmanjšali tudi možnost, da bi prišlo do takih, se pravi, možnosti teh eksplozij oziroma poškodb. Od vseh, če samo omenim, kar se tiče poškodb, našteli smo jih 62 poškodb je bilo med vsemi. Zdaj, če govorim tako, ne samo med posredovalci, ampak tudi med krajani. Predvsem so bile tukaj poškodbe, dobro, ni bilo nekih hujših poškodb, razen en zvin gležnja, en izpah kolena, drugo so bile pa vsem neke piki os, težave z dihanjem, ampak še od teh 62 jih je samo 5% posredovalcev bilo evidentiranih, vse ostalo so bili prebivalci, tako da moram, če ocenjujem tudi intervencijo z tega stališča, da se nikomur ni nič zgodilo, lahko ocenim, da je bila, bom rekel, odlično speljana, kajti če se povzamemo samo primere, ne vem, na Hrvaškem, ko je prišlo do ene smrtne žrtve, tudi mislim, da v Italiji je bila tudi ena smrtna žrtva po samem požaru, se pravi po samem požarišču, ko je padlo drevo, tako da res lahko moram potrkati, da smo imeli mogoče tudi srečo, da smo izpeljali intervencijo, tako da ni bilo nikomor nič. Ja, lepo, aplavz zagotovo, da se je vseeno srečno končalo brez žrtev pri nas. Slišali smo, v Italiji je bila ena žrtev, mislim, da ena gospa celo, ne? Ja, v pokrajini Vidma, ena civilne zaščite je v tistem trenutku je gasila, požar je bil že končan, samo se je zgodila sreča, ker požar je pa sam potem, ona se obrla in drvo je padlo. Tako da, ja, smo imeli tudi mi eno smrtno žrtev, tako da v glavnem velikih problemov nismo imeli, ranjenih med našimi silami in to pomeni zelo, zelo dosti, ker tudi mi sem slišal, ker jaz, kako sem tudi prej pravil, ne, jaz sem se dobil med dvema ognjema, kako se reče, govorimo že od požarov, sem med dvema ognjema
zamejski Slovenec in gasilec. In posebno v slovenskih vaseh, ja, prvič so videli prvič. Mislim, da dosti od njih so prvič, ki so videli gasilce Slovence, da pomagajo na slovenskih in italijanskih tleh. In to je ratalo vse mala polemika. Jaz sem se zmeraj znašel med dvema ognjema, zamejski Slovenec in gasilec, in sem mogel zmeraj, malo se hecamo, vreče zmeraj malo vode, da pomirimo malo tako kakšnega, ki bil bolj, ker tudi, če kdo je bral, so bili tudi zelo, kakšenkrat tudi bolj težki članki na časopisih, tako da smo tudi kot sindikat sem mogel vsega toliko intervenirati in malo zaustaviti stvari. Zdaj stvari so se malo umirile, tako da v glavnem se ne razume, ker zelo važno je razumeti eno stvar in to sem to povedati, če lahko. Na državni ravni, kdor je založen za gašenje, so gasilci. Mi gasilci smo v Italiji pod ministrstvom za notranje zadeve. In vsak dan delamo tehnične intervencije, od nesreč do požarov in vse, kar je tehničnega. Vse te intervencije. Deželi Furlaniji Julijski krajini, založen za gašenje je Furlanija Julijska krajina. To pomeni, da gasilci so odstranjeni in gasijo samo premoženja. To so hiše, razni objekti, avtoceste, plinovode, kako smo rekli prej. A v glavnem smo zmeraj prisotni, ker mi smo 24 ur na dan, 356 dni na leto, tako da smo zmeraj prisotni in smo zmeraj prvi. Tudi če zadolžena je dežela za gašenje, ampak mi smo zmeraj prvi na mestu. V glavnem, kdor dirigira te operacije gašenja, je dežela, Furlanija Julijska krajina, kjer ima prostovoljce, civilne zaščite in ima gozdarsko stražo. Gozdarska straža je ta glavni, kako bi rekel, dož, ki opravlja intervencije tudi iz neba, je tisti, ki odpre zapisek, kateri naj bi poklical kanaderja, ko rabi, in dirigira tudi helikopterje. V glavnem, sodelovanje je. Smo videli posebno na teh požarih, smo imeli dosti problematike, dosti problemov, ker z gozdarsko službo nismo utegnili govoriti, ker moram resnično povedati, da imamo radio, da se pogovarjati med nami. Kako pa je s prostovoljnim gasilstvom recimo pri vas v Italiji? Prostovoljno gasilstvo eno je civilna zaščita, drugo je gasilci. Tu v pokrajini Gorice ni nobenega kadra, na Videmskem, ker tudi področje se začne pri morju in konča v hribih na meji z Avstrijo. Imamo 8 kadrov prostovoljnih gasilcev, gasilcev iz notranjega ministrstva. To so naši, ki naredijo eno šolo in potem občina jim da prostor in delujejo z nami, in ko oni dajo možnost, da so prisotni, tudi grejo na intervencije. Tudi na prve intervencije ne gremo, tudi mi, ker vemo, da v hribih časi za predno intervencijo so zelo dolgi, pol ure, 1 uro, tako da če vmes imamo prostovoljce, nam dajo eno veliko roko. Tudi to sem to omeniti, med prostovoljci civilne zaščite, tudi v teh požarih smo zelo dobro sodelovali in je šlo dobro. 162.000 prostovoljnih gasilcev naj bi bilo v Sloveniji, tam nekje se giblje ta številka. Prostovoljno gasilsko društvo Dornberk je začelo delovati že leta 1911, sem prebral na vaši spletni strani, ima kar bogato
bogato zgodovino, pa morda Božo nekaj o tem, kaj bi bilo potrebno poudariti. Poudariti, ja, začelo je delovati 1911 in pole je pač domači pokazal takajšnjega župana Dornberka ustanovilo gasilsko društvo, kar se je prisililo vse pogostejši požari, ki so naredili veliko škode. Dne 9. novembra 1911 je društvo dobilo potrdilo o registraciji in pričelo formalno delovati. Dokumenti, ki bi razkrivali kakršnekoli delovanje društva med prvo in drugo svetovno vojno, je bolj malo, saj je bila Dornberk izseljen. Po drugi svetovni vojni je bilo na tem področju očiten premankljaj in nastala praznina v protipožarni obrambi. Zaradi česar se je na pobudo Krajnega gasilskega zveze Gorica domači fantje ustanovili PGD Dornberk. Marca v letu 1950 je bil ustanovljen občni zbor društva. Nažalost med njimi ni več nobenega med ustanovitelji društva, prvi predsednik pa je bil Janko Šinigoj, drugi prvi poveljnik pa Rafael Baša. Verjetno se bi ustanovitelji veselili, da bi videli, kako je danes to društvo ostalo in še vedno deluje tako. Zagotovo, koliko šteje trenutno članov in zanima me, kako je s podmladkom. Koliko imate mladih, kakšno je zanimanje recimo za prostovoljno gasilstvo? Imamo ja kar 80 mladine, 80 članov mladine. Ne, samo v vašem? Samo v našem društvu, ja. Pač to bi rad poudaril in bi rad se zahvalil mentorjem, ki so res pridni, recimo Dušan, eden ta glavni, ki to reč drži po koncu in dela z mladino. Ne. In tudi z nami so bili tebe, ki so pač gasilci pripravniki, so sodelovali z mano in so kar pridni, aktivni in moramo kar pohvaliti jih. Zagotovo, Simon, ta požar na Krasu je prav gotovo lahko priložnost, da se še povabi dodatne kandidate k gasilstvu. Zagotovo je lepo imeti čim več podmladka. Kaj bi bilo mogoče potrebno postoriti in kako je recimo, vemo, da je tudi veliko deklet, veliko žena, ki pomaga, ki so pri gasilcih, kako je s tem? Ja, vsekakor, kar se tiče podmladek, že sam zakonodaja o gasilstvu govori, da če želimo ustanoviti društvo oziroma tudi zakon o društvih, potem, ker torej, društvo se ustanavlja skladno zakonu o društvih, imamo pa zakon o gasilstvu, ki govori, katere v bistvu strukture znotraj posameznega društva morajo biti, in to so v bistvu od veteranov, članic, članov, se pravi operative, podpornih članov, in eden izmed ključnih elementov je tudi v bistvu skrb za mladino, kajti to je v bistvu prihodnost društva in v bistvu društvo s tem mora tudi delovati tudi na tem področju, da ohranja, se pravi, to kontinuirano proces tega dela, se pravi, da od pionirja, mladinca postane član in goji to poslanstvo naprej v našo bodočnost. Se pravi, to je v bistvu predvsem za prostovoljna društva, pri poklicnih tega pač nimamo, ne moremo niti in seveda to je, društvo se mora zavedati, da brez mladine, brez podmladka ni potem nadaljnega obstoja in to je v bistvu ključ vsakega društva in tudi teža, da na temu, da ima mladino, če želi obstati. Težko je danes, ker vemo, da še posebno v nekem mestu, ker imamo danes ogromno, bom rekel, krožkov, težko je otroka privabiti, niti ne toliko privabimo, že bom rekel z lučkami, z vozili, predvsem pa ohraniti. In če pogledamo tako neko statistiko nekega obdobja, bom rekel, je potem tudi neko osip, tako da od ene generacije običajno ostane sta 1 do 2. V bistvu potem to je neko povprečje slovensko, ne. Na vas je to toliko, bom rekel, lažje, v mesto je pa toliko težje, ker vemo, da tam so aktivnosti še in še, tako da. Ja, Sveti Florjan, mučenec, je zavetnik gasilcev, to velja za Slovenijo. Morda najprej nekaj besed bo mogoče kar Božo povedal. Kaj vam pomeni Sveti Florjan? Vemo, da goduje 4. maja. Povedal sem že, da je bil mučenec, ki je umrl v 4. stoletju. Skratka, kaj gasilcem pomeni ta dan, 4. maj oziroma
Sveti Florjan. Ja, mi ga slavimo kot zavetnika, ne, v naših domovah je, ki ga vidimo, kako gasi hiše, pač ali vasi. Pač na ta dan mi tudi imamo sveto mašo, naš duhovnik daruje sveto mašo. Na Sveti Gori tudi prije maša, ki se za vse severno-primorska regija in ob tem priložnosti častimo tega zavetnika, pač, ki nam stoji ob strani. V Italiji pa je nekoliko drugače. Prejle mi je pripovedoval Damjan, da tam imajo gasilci zavetnico, sveto Barbaro, ki goduje, če se ne motim, 4. decembra. 4. decembra, ja. Sveta Barbara, mučenica. In ja, vsako toliko tudi jaz se sprašujem, kako da pri nas je tako blizu, ker smo ob meji. Pri nas Pa imamo vsak svojega zavetnika, ne? svojega zavetnika, boljše med dva. Tako. Zato je bilo tudi tako malo žrtev, ne? Ker smo imeli dva, ne? Oba so pomagala. S skupnimi močmi se daleč pride, pa če imaš še moškega in žensko, še toliko bolje, ne? Je kot doma. Ne bomo o tem zdaj, kdo ima zadnjo besedo, ampak gremo raje naprej. Govorim pri zavetnikih, ne? Simon, če se še nekoliko dotaknemo teh hudih časov, takrat sem slišal, da ste spali celo po 4 ure samo na dan in to kar več dni. Kako ste vzdržali vse te napore? Je bilo mogoče sploh spati po noči po tako burnih dnevih? Ja, seveda, ne samo jaz, ampak tudi večina mojih kolegov, tako prostovoljnih kot poklicnih, ki smo delovali. Predvsem tukaj gre tudi domačini društva, ki so bili, bom rekel, po cele tedne spali smo res 4-5 ur, prišel si domov, stuširal, šel spat, zjutraj pa spet naprej. Kajti ta proces vodenja je bilo potrebno zagotoviti neprestano. Kot je bilo že prej omenjeno, pri takih intervencijah je potrebno zagotoviti predvsem lokalen kader, ki pozna področje, ki pozna razmere, ki pozna ljudi, da so ti prisotni pri samem vodenju intervencije, prav tako v samem štabu kot tudi na terenu. Kajti mi imamo ogromno število ljudi, kot sem prej rekel, 15 000 jih je bilo vse skupaj na sami intervenciji, ampak razumljivo je, če bi prišel v Maribor, bi se tam izgubil, ne? Zato je v bistvu tu zelo pomembno to faktor, da je nekdo stalno lokalc, ki pozna teren. Težko je bilo, se pravi, ampak težene ta, bom rekel, vsi pod nekim stresom, vsi pod nekim adrenalinom in se niti ne zaveš, ampak to traja neko obdobje, potem pa v bistvu vsa ta moč začne, vidiš sam pri sebi, da začneš počasi usihati. Še posebno, ko se vse stvari enkrat umirijo, vidiš, da dejansko si skoraj izgorel in da to moraš nadoknaditi in je to velik problem potem kasneje, da prideš spet na tisto fazo začetno. Tako da smo bodrili se, še posebno pa to nam je dalo vlivalo to željo, ta zagon, ko si šel domov, ko so ljudje ob cestah stali, navivali, ploskali, se zahvaljevali, ti je dalo tisto vlilo, tisto energijo, da si lahko potem naslednji dan spet šel, kajti že tisti dan, ko si šel domov, v bistvu so te preletela prav, bom rekel, si se prav naježil, ko si videl ta prizor in to ti je dalo tisto moč, da si lahko tudi nadaljeval takim tempom naprej. Kajti cela Slovenija je stala za nami in dejansko srčnost, se pravi solidarnost je preplavila sam Kras, zmagala je pač ta srčnost vseh ljudi, tako od najmlajših otrok do ostarelih. Zagotovo, prav ta povezanost, nekako, kot si že dejal, oziroma je bilo rečeno, cela Slovenija je dihala za gasilce in vse, ki so bili na Krasu. Božo, vemo, da Slovenija ni vedno enotna oziroma kar večkrat neenotna, nekako tukaj so neke delitve, ampak ko gre za nesrečo, kot je bila ta recimo na Krasu, se znamo združiti. Znamo skupaj iti in poiskati skupni cilj. Ja, se smo videli, neko gasilci z drugih so prišli, smo jim pač
Jaz sem bil kot vodja sektorov, dobil recimo Mariborčane, dobil Kranjčane, pač take krasne ljudi, jaz sem vodil, prišli so pomagati, oni so se res bali tlega, ko smo rekli že prej, ko je bila tudi naloga, da ne smejo hoditi noter v požar gasiti, mislim pač dal navodila, da pač je videl, kjer je varno in s kjer cone lahko gasiš in pač smo se res dobro ujeli in res je nesebično smo si med sabo pomagali in res krasno, no, zdaj še kličejo in smo tudi kar vezi navezali, kličejo, še polje pa par dni so klicali, pa se zahvaljevali in ker taha niso še videli, ne taha ohna in to je res, ne, tudi za njih je bila neka izkušnja velika. Kako bi lahko to povezanost nekako zapeljali v vsakodnevno življenje, da bi bili Slovenci vendarle bolj povezani in živeli za neke skupne cilje? Ja, nam ne prej v gasilski dom, pa bo videli, kako smo mi med sabo povezani. No, lepo, dobra ideja. Glede na to, da je veliko teh gasilskih domov po Sloveniji, ne bo težav, ne? Se bodo lahko marsikje kaj naučili. Damjan, že prejle ste dejali, da ste seveda posredovali na številnih mestih, tudi pri teh močnih potresih, recimo v Aquili, pa Amatričeju, ja, tako je. In nekje sem prebral, da ste dejali, da to so bili res neverjetno težki dnevi, ko ste cele dneve iskali pod ruševinami ljudi in da ko ste zagledali recimo človeka pri življenju, ko ste se nekako zazrli iz oči v oči, je bila to za vas najlepša hvaležnost in ste dobili poplačano vse za tisti vaš trud. Ja, zdaj se spomnim, tako ko si govoril, se spomnim enega večera, ko smo bili v L'Aquili, to so bili zelo težki dnevi, ker smo bili eno od prvih, ki smo prišli na mesto, smo šli že zjutraj iz Gorice in zvečer prišli na mesto, ker tam so skoraj 12 ur, 7 kamioni, 12 ur vožnje, to da je zelo dolga pot in zvečer, ko smo prišli, smo začeli hitro z delom, ne, ker tu se ne ustavi nobeden, dokler ni zadnje možnosti, da ne dobimo nobenega. Ne. In to se dela tudi po 3, 4, 5 dni, dokler nismo sigurni, da ne dobimo še nobenega živega. Se spomnim, bil kolega iz Trsta, ki je bil z nami, je imel enega psa, ki je prav za iskanje v ruševinah in ta svoj pes je bil zmeraj z njim in smo šli na eno prizorišče, kjer so iskali eno punco, mlado in je bila tudi, ni videla, je bila brez vida in prav na zadnjem ta pes še nekaj povohal, tako sem tudi videl, da je še povohal in tam smo videli, da lahko je še kaj možno, da rešimo še kakšno življenje. In nam je dalo prav, ker tukaj iz tam smo potegnili ven to punco, ki je bila zelo mlada, 14 let, 15 let, zdaj se ne spomnim. In v tistih momentih iščeš, da čim prej jo potegneš ven in da jo daš v daš reševalni službi, da sanitari, da polje oni in dajo prvo pomoč. In ti so momenti zelo težki, ki ti ostanejo za celo življenje. Ti jih ne moreš pozabiti. Jaz se spomnim, ko sem se vračal domov, ker potem lahko sem šel drugi teden, sem bil doma ali s prijatelji in vsako stvar, ki sem slišal, se je zdelo, da je potres, ker v tistem trenutku, ko mi smo bili tam, ni da je bil potres samo en dan, samo to je šlo naprej še mesec in še kakšno leto. V glavnem tiste dni, ki smo bili tam, so bile zelo močne, od 4 naprej, je bila tudi eno, ko sem bil jaz tam, je bila 6, tako da se je vse migalo, se je zdelo, da sem malo kaj več popil, samo ni bilo tako. In da tako se je vse migalo, ne, in to ti ostane za celo življenje, tako je ostalo tudi zdaj v zadnjem potresu, ki smo bili v Amatriči in potem sem bil tudi, ko sem rekel prej, v Markah.
ti ostane za celo življenje in to neseš naprej. Samo ti trenutki ti ostanejo večkrat, ko so tudi moji kolegi, moji prijatelji tukaj rekli, ostanejo lepe stvari, ti ostanejo resne stvari. Saj meni težke in grde stvari je težko, da mi ostanejo. Ostanejo samo lepe stvari, prijateljstvo, spoznati druge ljudi, ker se zmeraj na mestu in imaš občane, ki te zmeraj vprašujejo, ker so radovedni, kaj bo jutri, kako bo, če bojo še ti sunki potresati. Ja, ti rečeš ne, bo zmeraj manj in drugi dan prije bolj močen, tako da kaj moraš povedati, ne, ker moraš držati, ko sem rekel prej, zmeraj, da ljudje so zmeraj blizu in da vejo, da imaš eno osebo, kot je gasilec, ki prinese moč do njih in da grejo naprej. Ja, zanimivo, lani v National Geographic Slovenija je bil zanimiv prispevek o gasilcih, o prostovoljnem gasilstvu in ena anketa je pokazala, da so gasilci v Sloveniji celo imajo največje zaupanje med vsemi. To je zelo zanimiv podatek, kot je bilo že rečeno, ljudje zaupajo gasilcem, vedo, da se lahko nanje vedno obrnejo, namreč gasilci ne samo gasite, ampak kot smo že slišali, ne, posredujete na različnih oziroma v različnih nesrečah, včasih se borite za življenja ljudi, včasih pa tudi recimo iz kakšne luknje potegnete kakšno živalco, ne, verjetno imaš kakšno izkušnjo, Božo? Ma ne, prav živalce me tle okolje ne, bolj verjetno Gorici imajo bolj mastne. No, potem... Tle rešijo sami ljudje. Samo ljudi so pravi. Ja. No, potem predamo besedo kar Simonu, da izvemo iz prve roke, če je res v Gorici kaj več dela na tem področju. No, v bistvu med našo službo sodi zelo velik spekter vseh nalog in v bistvu te naloge, če pogledamo tako, se iz leta v leto samo dopolnjujejo. Rečemo, smo gasilci gasimo, ni samo res, upravljamo razne vrstne drugih vrstnih tehničnih intervencij, reševanje iz višin, globin, o prometnih nesrečah, nevarnih snoveh, reševanje na vodi, pod vodo, ukvarjamo se tudi z reševanjem, bom rekel, tudi teh živali, srečujemo se z raznovrstnimi primeri, predvsem ko, bom rekel, nekdo pokliče na pomoč, ko v sistemu niti ne vemo, koga bi za pristojno določeno nalogo pozvali, ponavadi klic preleti kar k nam, vse bojo rešili že gasilci. In tako v bistvu imamo zmeraj tak več nabor. Zdaj običajno kakšenkrat hodimo tudi po, zgodilo se je že saj par primerov, vem, ker sem jih tudi sam reševal, po zelo tanki, bom rekel, črti med tisto zakonodajo, ali si sploh pristojen za določene stvari, ampak žene te tista volja, energija, da boš nekaj uredil, ker vidiš, da že v sistem, ki bi mogel določene stvari urediti, ni urejeno. In potem se poskušaš potruditi, da bi poskušal vsaj ta stvar urediti in takrat hodiš tudi kakšenkrat po tej meji, ampak delamo na temu, da saj rešimo ta problem, ker jaz zmeraj pomislim na to, ko nekdo kliče, da se postaviš v njegovo kožo, ker vidiš, da je človek obupan, ne ve, ne vidi izhoda in edini izhod vidi to, da potem vidiš gasilce. In takrat stopimo tudi do akcije, čeprav imamo poleg še cel teden problemov za reševati od raznih dopisov, ki nam jih ne bi bilo potrebno, bom rekel, prevzeti tega primera, ker bi lahko tudi mi rekli, ni naše delo, ampak vselih nas vodi ta, bom rekel, naše poslanstvo, da poskušamo stvari rešiti, če se le da. In prav zato verjetno tudi takšno zaupanje v vas, ne? Ker ste vedno na voljo, nikoli ne odrečete pomoči. Prejle se je hotel Božo takole izogniti in kratek je želel biti s tem, da tukaj nimamo živali oziroma ne rešujemo živali, ne? Ampak če pogledamo naslov današnjega večera, je gasilska resnica, ni veselica, vemo pa, da imate gasilci radi tudi veselice, ogromno jih je, pa da preidemo k tem malo lepšim zadevam med gasilci. Nekje sem prebral, da imajo celo več gasilskih veselic na vzhodu države. Kako da tukaj ne poskrbite, da je teh veliko, oziroma vsaj več?
Ja, verjetno mi imamo preveč drugega dela, ne moramo se ukvarjati dosti z veselicami čez poletje. Ja, letos je bilo tako, ampak mogoče kakšno drugo leto pa ne, ne? No, če lahko jaz to obrazložim malo, Seveda. v bistvu zakaj je temu tako. Če pogledamo samo zgodovino gasilstva na Slovenskem, imamo 150-letno tradicijo. Zdaj samo zgodovina, zaradi zgodovinskih dogodkov se je tudi razvoj gasilstva na Slovenskem različno odvijal. Če pogledamo, ko je bila ta Dravska banovija pod Jugoslavijo, Kraljevino je spadal en del, ta zahodni naš del je bil pa pod Kraljevino Italije, ne? Meja je šla tam Hotedrščica, pod Brdo, vrh Triglava. In če pogledamo, ta del je bil, ta preostali del Slovenije je bil pod Avstro-Ogrsko monarhijo in so bila to društva. Zdaj, če tudi pogledamo porazporeditev teh društev, ne? Če pogledamo ta vzhodni del, boste opazili, da vsaka vas ima svoje društvo, kakor da bi tukaj denimo rekli Dornberg, Zalošč je bilo že novo društvo, Branik naslednje, Prvač na naslednje, ne? Na tem našem zahodnem delu se moramo povedati, da v bistvu je bila Kraljevina Italija država in takrat je bilo, bom rekel, s tem Gentilijevem zakonu leta 27 prepovedano govoriti slovensko, prepovedala so se, ukinila so se mogli ukiniti društva in gasilstvo, ki je bilo na tem območju, je prešlo pod na državno raven. Se pravi, to prostovoljstvo, ki je bilo, se je tem na našem območju ukinilo in v bistvu bili so samo poklicni gasilci, ki so pokrivali to območje. Zdaj, če pogledamo na našem območju, bivša občina Nova Gorica, govorimo od občin Kanal, Brda, Nova Gorica, Miren Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Šempeter, je bilo tukaj že društvo tudi Kanal, če gledamo, ustanovljeno 1878, 1903 je bilo društvo v Čepovanu, 1911 v Dornbergu. Horice, Solkan, čeprav Solkan je bil, ampak Horice ni bilo, to so bile vasi, ki so imele tudi po 3000, 4000 ljudi in takrat so bile tudi te potrebe, naprimer tudi Salonit Anhovo, ne, je bil tudi društvo. In so bile te potrebe takrat, seveda, kadar je prišel ta, bom rekel, je bila tukaj Italija, je šlo to pod državno raven in je pokrivala, bom rekel, gasilska enota iz Gorice. Bile so določene izpostave, kot je naprimer Čepovan, ker je bilo pač tako zelo oddaljena, ampak so bili, v bistvu spadali pod to 37. korpus Gorice. Ko je leta tam 1940 pač Italija se pripravljala, vojno je tudi to, bom rekel, orodje, opremo iz Čepovana pobrala in preselila v južne kraje. Se pravi, po 47. letu, ko se je določila ta cona A, cona B, se pravi, ko se je določila meja, v danem trenutku, se pravi, območje, ki ga je prej pokrivala poklicna enota iz Stare Gorice, je naenkrat ostalo brez gasilstva. In tukaj na našem področju so se potem društva, ki so bila, se pravi, ko sem rekel prej, Čepovan, Dornberg, Salonit Anhovo, obudila. Zato tudi prej, če ste poslušali dobro Božota, ki je povedal, da v bistvu med tistim obdobjem, med vojnami ni toliko zapisov, zato ker društva takrat jih niso, ker prepovedano je bilo govoriti slovensko, prepovedano se je bilo združevati in tako dalje. So se ta društva obudila in seveda z razvojem samih krajev so se tudi, bom rekel, potem ustanavljala nova društva, naprimer društvo 48 v Novi Gorici, najprej v Sokanu, seveda potem v Novi Gorici, v Brdah je bilo 48, potem je bilo Dobrovo, 50 je bilo v Šempetru, 66 v Avčah, 71 v Kostanjevici na Krasu in leta 91 je iz društva Nova Gorica nastala poklicna gasilska enota in kot zadnje društvo, ki v bistvu se občina odcepila, Renče-Vogrsko, je pa nastala leta 2017 tudi Renče-Vogrsko. Zdaj, če pogledamo mi teritorij, ki ga mi pokrivamo, se pravi na teh 609
kvadratnih kilometrih vseh teh 6 občin je 10 društev. In društvo pokriva zelo velik teritorij, kajti na podlagi teritorija posameznega društva je neka kategorizacija, na podlagi števila oseb, na podlagi števila površine, na podlagi števila vode se to društvo kategorizira v eno izmed 7 kategorij in kategorija posamezna določa, koliko število minimalno operativnih gasilcev mora imeti društvo in koliko vozil. Zdaj, prve 4 kategorije so prostovoljne društva, 5. je društvo s poklicnim jedrom, 6., 7. je poklicna enota. Kaj to pomeni? Če ti pokrivaš velik teritorija, imaš tudi, bom rekel, večjo možnost, da boš imel več število intervencij. Tako da te naša društva, na tem našem območju, bom rekel, pokrivajo tudi po 50, 40, 50, mogoče, zdaj lahko sem zrešil, ne me tukaj popravi društvo, ima tudi 40, 50, tudi 60 intervencij na leto. In je, kot je rekel Božo, mi smo tukaj obremenjeni dosti več, kot je to na tem vzhodnem delu, ki ima lahko to društvo, ki pokriva, bom rekel, eno območje, kot je, bom rekel, ena vas Dornberga z neko okolico, Zalošč, na primer, ima požara oziroma eno intervencijo na vsakih 10 let. In potem je treba imeti veselice, ne, vmes. Seveda, če v bistvu društva niso samo, bom rekel, gasilsko društvo je tudi ukomponirano v delo, dušo, bom rekel, nekega okoliša in s tem mora tudi živeti. Ni samo to društvo, da deluje samo operativno, tudi druženje je potrebno. Ker če tega ni, tudi operative ni. Ampak druženje imate zagotovo, ne? Tudi v Dornbergu in ostalih društvih. Ne? In to v bistvu, ko sem te reči prej, ne? Se pravi, če pokrivaš manjši teritorij, imaš tudi manjšo možnost, da boš dobil neka vozila, ker če pogledamo vzhod, eno društvo je opremljeno samo zgolj z enim kombijem, eno črpalko. Pri nas pa tukaj v bistvu imamo pa 3, 4, 5 vozil, glede na teritorij, ki ga pokrivamo. In zato pravim tudi, mogoče več intervencij imaš, bolj si izkušen in tako dalje. Ne? Ja, zanimivo, hvala za to zgodovino, da smo prišli do tega odkritja, zakaj tukaj ni toliko veselic. Skratka, še kakšno društvo ustanoviti, ne? Da boste imeli potem bolj porazdeljeno delo in potem bo lahko tudi kakšna veselica več. Damjan, če smem, ja, izvolite. Če lahko. Ne, Simon je rekel, prej je povedal kadrih številk, ne, če povana, da Gorica ima številko 37, ne, ko se rekel. Danes prav sem gledal malo tako zgodovino, sem prebiral tako da malo obudim stvari in vidim, ima 34, 87 ima Trst. Tisto, kar bi je prišel najbolj tako, na pogled je bila tudi Ljubljana, 97 številka. In Pula 41 in Zadar 94. To so bile vse mesta, ki je tudi Split 96, ne. To so bile vse mesta, ki so bile tisikrat pod Italijo in ko se rekel, tudi se ni moglo govoriti slovensko in pole. Lej, si lih prišel na te številke in sem to reči, da se bile te številke, sem si napisal. Hvala Damjan, zanimivo. Gremo še k recimo tistim lepšim dogodivščinam, ki so se vam morda pripetile pri vašem delu, pa bomo šli spet k Božotu. Božo, zagotovo so bile kakšne take, recimo hudomušne dogodivščine, ki bi jih veljalo tukaj povedati našemu občinstvu. Ja, prvi nas gremo gasiti, eden naš kolega je vedno, da gremo loviti petelina in nas izboti ostalo, da vedno lovimo petelina. Zdaj nisem dobro razumel, kako? Petelina, da lovimo, ne? Aha, ko greste v akcijo. Ja. Zanimivo. Simon, slišal sem, da že pri 8 letih ste se nekako vključili v to gasilsko društvo kot prostovoljec in že takoj vzdobili ta poklic, kot že rečeno, kakšna dogodivščina? Dogodivščin je polno, samo ne vem, če so vse za javnost. Tukaj nas ni ravno veliko, tako da lahko poveste. No, jaz bom povedal eno tako, vse je lahko malo, prišlo je dojava, v bistvu s policije, pa kliče v bistvu na naš center za obveščanje, v bistvu tu so 2 centra, ki med se komunicira, stavim prije podatek k nam, pa pravi, bi bilo zasnet eno obešanko. Potem, veste, kako pride, ne, obešanka, pomisliš, ja, bo treba snet, ki se obesil, potem se pogledaš med sabo, pa
vidiš, ker v bistvu vsak lahko kakšen dan ima slabo, bom rekel, slab dan, tako pa pogledaš, kjer je najbolj na volji, mislim, ker to ni lep prizor, ki greš to stvar opravljati, pa hresta, ta dva, javista, hresta, prijesta nazaj vsa nasmejana. Ja, pravi, pa kaj se je zgodilo, ne? Ja, obešanka, policist je rekel obešanko, ma je bila obešanka una, kaj daš okruh. Okruh, da zapreš vrata, v bistvu šum v komunikaciji. No, potem, če je tak šum, je že v redu, ne? Morda še Damjan? Ma ja, se dogaja dosti stvari. Mi v glavnem, ko smo v ekipi, zdaj tako, v Vidmu in v Gorici nas je dosti Slovencev, v gasilcih tu ob meji nas je tudi v Trstu, je dosti zamejskih Slovencev, ne. Tako da mi, kaj bi rekel, se zgodi dosti stvari, samo dosti krat mi govorimo slovensko, pa Italijani se jezijo, ker ne razumejo in mi rečemo, da se morajo navaditi, ker se navadijo, bojo razumeli. Tako je, hec je zdaj, jih je dosti zdaj, ko gremo na intervencijo, sigurno smo zelo koncentrirani na tisto, a ko se vračamo, potem si jih povemo dosti, tako da tudi misli potem grejo malo v stran in tako da se nasmejimo in gremo naprej. Ja, se mogoče, v bistvu je tudi tu en proces, bom rekel psihološki proces, da se sprostiš, ko se vračaš z posamezne intervencije, hujše intervencije, posebno tam, ki so udeleženi, bom rekel smrtna žrtev, hujše telesne poškodbe, otroki, da to poskušaš že v fazi, ko se vračaš domov že v vozilu, vršiti na nek črn humor, da poskušaš čim prej spraviti sebe, da poskušaš pozabiti, da ti ne ostane v tebi, da na to prenašaš naprej, premlevaš, kaj se je zgodilo. Ta proces poskušaš že v fazi tega skozi črn humor se razbremeniti. Seveda imamo pa gasilci, še tukaj, če mi dovolite, imamo tudi na razpolago, bom rekel, psihologa, da vsak gasilc, oziroma ne samo gasilc, tudi vsak pripadnik službe sistema zaščite in reševanja v primeru teh izrednih razmer, ko pride do take situacije, se lahko posluži tudi neka psihološka razbremenilnega pogovora, tako da imamo tudi na ravni države to stvar organizirano. Ne vem, zadnji primer je bil, ko smo reševali tega utopljenega dečka v Soči, ko smo ga oživljali tam več kot uro pa pol, smo potem preventivno z izmeno opravili ta razgovor, tako da smo ta proces, ta stres, stanje iz sebe izbili in da lahko nadaljujemo svojo normalno pot naprej, da ni v nas ostalo ta težava, ki bi se vlekla iz. Ja, zagotovo ni lahko, ne, takole preiti, ko greš domov, nekateri mislijo pozabiš, ampak temu ni tako, ne. To so hude stvari, hude preizkušnje. Prej smo govorili o tistih, recimo, bolj simpatičnih, ne, ki jih je na srečo tudi nekaj. Vidim, da vode ostajajo tukaj, zdaj ne vem, ali čakate vsi na vino, ali ste navajeni, zdaj glede na to, da poletje je bilo suho, ne, in da ste rabili vodo predvsem za gašenje, da se je ne poslužite, lahko si kar nalijete, če želite, če ne boste počakali kasneje na kozarček vina. Zdaj, če imate, spoštovani gosti, kakšno vprašanje, ste dobrodošli, lahko tudi postavite, bi pa prosil res, da konkretno vprašate naše goste. Edino en mikrofon bi še prosili, če lahko, smo ga že dobili, tukaj en gospod bi rad nekaj vprašal. Če se lahko predstavite in postavite vprašanje. Magajna sem. Tudi jaz sem v civilni zaščiti, recimo lahko pod Mangartom, pa potresi in tako naprej. Hočem samo to povedati, da se bliža jesen in se bojim, da se bo pripravljala tudi na kakšno tako, kot je bila 2007, če se spomnite, kako je bilo v železnikih. Pa tudi kje druge, tako da moramo biti popravljeni tudi na drugo, na plazove recimo in to. Mislim, samo toliko mim grede, ne. Mogoče komentar kratek, ja. Hvala lepa za komentar oziroma vprašanje, če sem razumel. Torej, opozarja, da so možni tudi plazovi, ki lahko nam zagrozijo. Kako ste na to pripravljeni, kakšne izkušnje imate? To ne vem, če ste mislili, kaj ste mislili na sam Kras ali na splošno kot plazovi? Posočje, če sem razumel prav, ne? Mislim tudi po vodni
Aha, tudi poplave. Tudi poplave, tudi potresi vedo, recimo nekako, če gledam, kako so bili potresi, bi nekje v Sloveniji lahko že po neki teoriji lahko že bil precej časa. Bog ne daj, da bi bil, ampak recimo, ne, ja, razumem. No, v bistvu mi, če pa gledamo tako na lokalni ravni, smo vsak dan pripravljeni na določene dogodke, ki se nam lahko pripotijo glede na posamezno ogroženost. Imamo pa na ravni države se prav tako zdaj prav pripravljajo, kot dokupuje neka posebna oprema za, če govorimo samo o potresih, pripravljajo se tudi tako imenovane musar enote, to so enote, ki so po nekih smernicah INSARAG na ravni države pripravljene skupine, ki lahko posredujejo tudi v tujini, ko pride do pomoči. Eno tako skupina je ustanovljena na ravni države, eno jo ima tudi samo mestna občina Ljubljana, ki je sestavljena iz gasilcev in drugih služb. Prav tako smo tudi mi govorili, da bi eno tako skupino ustanovili na ravni same regije. Pogovori so stekli, nismo pa še prišli do nekih zaključkov, računamo tudi na neka evropska sredstva, da bi to preko nekega projekta, kajti tudi taka oprema nabaviti je nilik poceni, tako da delamo tudi na tem, razmišljamo, nismo pa še prav v fazi, da bi se še nadgradili v tej smeri. Kar se tiče plazov, zdaj plazovi, imamo neke karte, kjer so predvsem ogroženost. Zdaj taka, kakor se je zgodila v Logu pod Mangartom, jaz upam, da tukaj se ne bo, ker tam vemo, da je šlo za vodo, ki se je zadržala v nekem zajetju, ki je v bistvu naredilo nek blatni tok, da so bile tam izjemne razmere, da se to vse skupaj, da je potem to pahnilo navzdol. Seveda imamo tu celo pobočje od Šmihela, pa to del je cel plazovit, ne vem, več kot toliko. Za to opremo, ne vem, niti nimamo, da bi tudi karkoli posredovali, ker v takem primeru, ko pride do take zadeve, je izključno gradbena mehanizacija, oziroma da greš in rešuješ, kar se da, se tukaj neke druge opreme pri taki zadevi niti jaz jo ne vidim, no. Sem hotel samo poudariti, da so tudi takrat gasilci prvi No, sej, v bistvu, sej, gasilstvo ni samo gasilstvo, kot sem prej rekel, gasilci smo namenjeni za vse vrste intervencij, ne. Se pravi, od tehničnih intervencij, nevarne snovi, prometne nesreče, imamo določeno specifično orodje, ampak za tiste, bom rekel, intervencije, ki se zgodijo vsakodnevno, zdaj, če bi bilo primer, da bi prišlo do večje zadeve, seveda bi bil aktiviran lik tako državni načrt in bi nam na pomoč prihajale sile tudi iz drugot. Ko bi v bistvu izkoristili vse te sile iz Slovenije, potem imamo, kot sem prej rekel, tudi po mednarodnem mehanizmu evropske pomoči, lahko zaprosimo tudi tuje države, ki nam pridejo posebno s temi modulimi, kot sem prej rekel, musar, usar, husar, na pomoč, in to so v roku enega dneva pridejo na pomoč in so tukaj to je tipiliziran modul, ki je opremljen, ne vem, so noter kinologi s psi, prva pomoč, gradbenik, statik, to so ekipe, ki so pripravljene in ki bi nam lahko prišle tudi na pomoč, če bi seveda zaprosili. Tako kot mi nudimo pomoč tujim državam, bi tudi tuje države prišle nam. Isti primer, kot smo zdaj zaprosili za pomoč zračne sile, je tudi eden izmed takih modulov. Tako da ta pomoč v okviru evropskega mehanizma civilne zaščite se pravi delujejo pa tudi pomoči na sami bilateralni ravni in pa na ravni NATO, se pravi teh enot skupino. Hvala lepa. Morda še kakšno vprašanje? Ja, moje ime je Ivo. Eno kratko vprašanje za gospoda Nacinja. Prej ste omenil nekaj glede teh gasilcev, ki so gasili na italijanski strani. A je bila to kakšna kritika na
italijansko stran, da so premalo gasilcev tja postali, ali je bil kakšen drug problem, recimo, zakaj je prišlo do tega, če malo lahko? Ja, hvala za vprašanje. Pomislite, dobro, jaz kot deželni tajnik se skoraj vsak dan ukvarjam s pomanjkljivostjo gasilcev, ki je v deželi Furlaniji Julijski krajini in samo ne v deželi Julijski krajini, tudi na državni ravni. Večkrat sem bil tudi v Rimu, je tako malo tudi povedal naše probleme. Samo v deželi Furlaniji Julijski krajini pomanjkljivost 200 gasilcev. To je zelo dosti. In v teh letih tukaj še imamo dosti kolegov, ki grejo v penzijo in država ne utegne nadomestiti z novimi močmi nove gasilce. Tako da se dobimo zares v zadregi. Druga stvar, ki sem to povedal, tudi ja, veš, se slišijo polemike, ker jaz sem iz Dola, iz Doberdoba in tam poznam skoraj vsi. In tako da sigurno polemike se slišijo na raznih straneh, Facebook ali ne bojo drugi sistemi. Mislim tudi na časopisu je bilo na Primorskem dnevniku še precej debate. In tako da, ko sem jaz slišal, da italijanskih gasilcih jih je bilo malo, tudi če nas je bilo dosti v resnici, ne. Samo prav ta malo sodelovanje in ta bližnost dežele z gasilci je tudi malo ta problem, ki mi kot sindikat večkrat smo že izpostavili. Še eno majhno stvar leh tako zapovedati, če v tistem trenutku bi bilo, če bi bila odobrena ta stvar od leta 2004, dežela Furlanija Julijska krajina, daje gasilcem vsako leto okoli 400 000 evrov, prav za požare v naravi. Tako, ker mi pridemo zmeraj prvi in potem damo na koncu, smo še do konca z njimi. Tako da je ta majhna konvencija, ki daje dežela. Do leta 2018 je bila zmeraj, vsake 3 leta je bila ta pogodba. 2018 dežela je rekla, ne damo nič gasilcem več, nimamo denarja, v tem trenutku nimamo denarja. In mi kot sindikat smo šli na časopise, smo pisali deželi, smo bili vsaki dan prisotni in potem so se nekaj zbudili, so rekli, dobro, vidimo, da to poletje je malo tako grozljivo in 1. avgusta, ki je bilo že prepozno, za eno stvar je bilo že prepozno, so naredili to konvencijo in podpisali. Samo tista konvencija, kaj bi dala nam? Bi dala možnost, da na vsakem kadru, v 4 kadrih, Pordenon, Videm, Trst in Gorica, bi imela 5 gasilcev več. Ni dosti, 20 gasilcev je, zmeraj dobri so, vsaki dan prisotni, to bi bilo zelo dobro. Mislim, da sem razjasnil malo stvar. Če manjka še kaj? Zadovoljni z odgovorom, ja. Hvala lepa. Mogoče še kakšno vprašanje, sicer bomo morali počasi končati, ker mislim, da smo bili kar dolgi, ne? Še kakšno vprašanje? Aha, še eno bomo tukaj. Samo po pošalu z vodjo prej rekel, da so včasih izgoreli, ne? Mislim, da gasilci ne bi smeli nikoli tako v šali uporabiti besede, da ste izgoreli, ne? Ja, ampak to je tisti črn humor, ne, ki ga je omenil, da te potem dvigne po takšnih naporih, seveda. Lepo, ja. Ja, če ni dodatnih vprašanj, bi se jaz še enkrat iz srca zahvalil našim današnjim gostom, tako za današnji večer, kot tudi za vse tisto, kar počnete, za vse intervencije in upam, da jih boste imeli čim manj, oziroma da boste, ko bodo potrebne, znova, tako kot doslej, nepogrešljivi. Prosim, en bučen aplavz za naše današnje goste. Torej, Simon Vendramin, tukaj poleg mene, poveljnik gasilske enote Nova Gorica, ki je bil vodja intervencije o požarih na Krasu. Božo Plahuta, podpoveljnik prostovoljnega gasilskega društva Dorenberg.
Iz zamejstva pa prihaja Damjan Načini, tajnik za Furlanijo Julijsko krajino avtonomnega sindikata italijanskih gasilcev Conapo. Hvala tudi vam, ki ste si vzeli danes čas in seveda nasvidenje do prihodnjič. Hvala lepa še enkrat. Spoštovani, prišli smo skoraj do konca našega nocojšnjega večera. Kot veste, Goriški večeri so se rodili tukaj v Dornberku, rastli so pa skupaj z vami, drage obiskovalke in obiskovalci. Zato vsem skupaj iskrena hvala. Kot veste, so pa naše ambicije z Goriškimi večeri zelo visoke, ampak vsake toliko časa si je treba pač žal vzeti tudi odmor. Zato danes zgolj povabilo, da se zopet vidimo šele v mesecu oktobru. Boste pa seveda pravočasno obveščeni o uri, kraju in tudi seveda o gostih, ki bodo gostovali na Goriških večerih. Tako da vljudno vabljeni in upam, da se res ponovno vidimo spet v mesecu oktobru. Predno pa čisto za konec, pa še prosim predstavnika organizatorja Miloša Kavčiča, da pride na oder za zaključno misel. Miloš, prosim. Ja, dobro večer. Mislim, da so nam danes gasilci oziroma predstavniki gasilcev povedali res pravo gasilsko resnico. In sicer, da je njihov poklic, njihova poklicanost, da rešujejo življenja, da rešujejo imovino, je nekaj čudovitega. Mislim, da si še prostovoljec in da tvega življenje za to, da nekomu pomagaš, je to eno veliko bogatstvo. In mislim, da mi smo jim samo lahko hvaležni za to njihovo delo. Jaz bi se v imenu zapisal, tudi vam zahvalil z enim majhnim darilom. Sicer pravijo, da bogatstvo je to, da nekomu pomagaš, ne? Tako da mislim, da ste to doživeli na lastni koži, kot ste rekli, to občutek, ko nekomu pomagaš, kakšna je to sreča, to doživetje sreče, ne? Zdaj pa, glede Goriških večerov, kot je že gospod Blaž Mozetič povedal, se z današnjim dnem nekako končujejo. Mislim, ta poletni del, bi rekel, Goriških večerov se končuje. Nadaljevali bomo še naprej. Jaz bi se zahvalil vsem, ki so kakorkoli pomagali. Ne bom poimensko, ker to bi bil en dolg spisek ljudi, ki so pomagali organizirati te večere, ne. Rad bi se pa samo zahvalil tudi osnovni šoli Dornberk, ki nam je omogočila, da smo te večere preživljali v tem čudovitem prostoru. Glede na to, da ste vi, vaš odziv je bil zelo dober, oziroma ste prvi tisti, ki ste nam dali še večjo moč in željo in voljo, da te večere nadaljujemo. Vse to je delo prostovoljno, tako kot tudi prostovoljno delo vseh teh ljudi, vseh naših gostov, ki so bili v teh večerih udeleženih, in prisrčna hvala vsem, ne. Tako da vabljeni še naprej. Hvala lepa. Zdaj pa res še čisto na koncu. Mislim, da ste že opazili tukaj tele kozarce, bilo že med pogovorom omenjeno, pa smo se malo nagajali voda gor, voda dol, ampak v teh kozarcih bo vidno. Tako da hvala lepa, vljudno vabljeni na kozarček in pa seveda na snidenje v oktobru. Lahko noč.